Živijo, danes vam bom posnela dokaz Havelmovega pravila. Havelmovo pravilo pravi, da je multiplikator proporcionalnega obdavčenja 1 ob predpostavki uravnoteženega proračuna. To veste tudi že iz nalog, verjetno, kjer se velikokrat pojavlja vprašanje, kakšni morajo biti proporcionalni davki, da se recimo uravnotežni produkt poveča za 100. In vemo, da v takšnem primeru imamo formulo, da je sprememba produkta enkrat davki. In zdaj bomo dokazali, zakaj je ta multiplikator enak 1. Mi vemo, da lahko naš produkt zapišemo kot zasebna potrošnja plus investicije plus obča poraba plus neto izvoz, če imamo odprto gospodarstvo. Če pa imamo zaprto gospodarstvo, pa imamo samo formulo, da je produkt zasebna potrošnja plus investicije plus državna poraba. Zdaj bomo vzeli ta drugo formulo, samo zato, da imamo manj zapisati, enako pa bi lahko vzeli tudi formulo za odprto gospodarstvo, ampak ta neto izvoz nič ne spremeni pri našem dokazu, torej ga bomo samo izpustili in delali pod predpostavko zaprtega gospodarstva. Mi pa tudi vemo, da lahko našo potrošnjo zapišemo kot A plus alfa dohodek minus davki. Naš A predstavlja avtonomno potrošnjo. Avtonomna potrošnja je tisti del potrošnje, ki ni odvisen od dohodka. Potem imamo alfo, to je mejna nagnjenost k trošenju. Vemo, da alfa je vedno med 0 in 1, in nam pove, kolikšen odstotek dohodka potrošimo. Torej, če je recimo alfa enaka 1, to pomeni, da 100% našega dohodka potrošimo. Alfa je povezana tudi z mejno nagnjenostjo k varčevanju, to je naš S, skupaj sta alfa plus S vedno enaki 1. Če je naša alfa 0,5, je tudi naša mejna nagnjenost k varčevanju S 0,5, ker celoten dohodek nujno vedno ali potrošimo ali prihranimo. Potem imamo naše dohodke, ki so označeni z D, in pa še davke. Torej, vse skupaj D minus davki je naš razpoložljivi dohodek. To je dohodek, ki nam dejansko ostane na računu, ki ga lahko potrošimo. Torej, zdaj, če mi te dve formuli povežemo, lahko zapišemo naš produkt takole. Oziroma, če še poračunamo, dobimo. Zdaj bom samo malo obrnila, zato da bo potem lažje označevati. Dobimo. Torej, mi vemo, da je ta del odvisen od dohodka in davkov, ta del pa je avtonomen. Tukaj imamo sicer formulo za produkt, ampak mi vemo, da v ravnotežju sta produkt in trošenje enaka, torej, če bi zapisali tole kot funkcijo trošenja, bi bil ta del avtonomno trošenje. In zdaj mi, kot sem že omenila, vemo, da v ravnotežju je produkt enak dohodkom, in to je enako trošenju. Tukaj spet lahko si narišemo čisto ta naš preprost graf in zato, ker smo ravno kar rekli, da sta v ravnotežju produkt in dohodek enaka, lahko zdaj mi v naši tej formuli dohodek zamenjamo z produktom. Pa bom pisala produkt od zdaj naprej kot ravnotežni produkt, samo zato, da bo bolj jasno. Torej imamo zdaj formulo. P ravnotežni je alfa krat P ravnotežni minus alfa krat davki plus A plus I plus G. Ta del je ostal enak kot prej, samo namesto dohodka smo zapisali, da je to P ravnotežni, ker sta v ravnotežju enaka. In zdaj mi želimo to še malo poračunati, torej lahko v bistvu ta alfa krat P ravnotežni nesemo na drugo stran in izpostavimo P ravnotežni, tako da dobimo 1 minus alfa P ravnotežni je. Zdaj želimo spet izraziti samo P ravnotežni, zato ta del nesemo na drugo stran, kar pomeni, da delimo celotno desno stran in seveda tudi levo, kjer potem dobimo 1 z 1 ulomljeno z 1 minus alfa. To lahko označimo kot P ravnotežni 1. Torej, zdaj smo v neki prvotni situaciji, kjer imamo nek začetni ravnotežni produkt in pa davki znašajo neko določeno stopnjo in bomo tudi označili kot davki 1. Zdaj pa predpostavimo, da povečamo državno porabo. Torej, spremenimo našo državno porabo in rečemo recimo, da je G2, torej zdaj obča poraba v drugem obdobju, je G1 plus sprememba G. Še tole tukaj lahko zgoraj označimo, v prvem obdobju znaša obča poraba G1, v drugem pa bo znašala G2 in G2 je G1 plus sprememba G. Poleg tega, kot smo že omenili, predpostavljamo, da ima država izravnan proračun, kar pomeni, da vse, kar recimo pobere z davki, tudi porabi za občo porabo. To pomeni, da če povečamo državno porabo, moramo tudi povečati
davke. Tukaj govorim o povečanju davkov in povečanju državne porabe, vendar vsi zaključki veljajo tudi seveda za zmanjšanje državne porabe in zmanjšanje davkov. Torej spet tukaj lahko napišemo davki 2, v drugem obdobju so davki 1 plus sprememba davkov. In zdaj mi vemo, če v ravnotežju velja, da je ravnotežni produkt 1 ulomljeno z 1 minus alfa krat minus alfa davki plus a plus i plus g, to mora veljati v katerem koli ravnotežju. Torej tudi v ravnotežju v drugem obdobju bo veljalo podobno, samo da bomo imeli davke 2 in državno porabo 2. In zdaj mi pa tudi vemo, da so davki 2 davki 1 plus sprememba davkov, državna poraba 2 pa je državna poraba 1 plus sprememba državne porabe. Torej lahko v enačbo ustavimo notri, kaj so dejansko davki 2 in državna poraba 2. Tako dobimo naslednje. In zdaj še to lahko poračunamo, torej dobimo naslednje in pa zdaj lahko mi te spremembe, torej spremembo davkov in spremembo državne porabe, prestavimo ven. Boste videli, zakaj bomo to naredili. Torej, kot vidite, smo zdaj spremembo obče porabe in spremembo davkov pomnoženo z alfa prestavili ven in seveda smo morali to pomnožiti z 1 vlomljeno z 1 minus alfa. Mi pa hočemo to v bistvu ven prenesti, zato da tukaj zraven tega dobimo 1 vlomljeno z 1 minus alfa krat minus alfa davki 1 plus a plus i plus g1. Ta izraz pa nam mora biti že znan odprej. To je v resnici ravnotežni produkt 1, kot smo ga definirali prej. Zato lahko mi zdaj ravnotežni produkt 2 zapišemo kot ta prvi del ostane, potem pa ta desni del zapišemo kot ravnotežni produkt 1. In zdaj, če ravnotežni produkt 1 nesemo na drugo stran, torej ga odštejemo, dobimo naslednje. Vemo tudi, da ravnotežni produkt 2 minus ravnotežni produkt 1 je seveda sprememba ravnotežnega produkta. Mi pa smo tudi že razložili, da imamo predpostavko, da ima država uravnotežen proračun, kar pomeni, da so davki nujno enaki obči porabi, kar pomeni tudi, da je sprememba davkov enaka spremembi obče porabe. In zdaj, če mi namesto obče porabe v enačbo zapišemo spremembo davkov, dobimo naslednje. In potem zgoraj v števcu izpostavimo spremembo davkov. In takoj vidimo, da se nam 1 minus alfa pokrajša in tako dobimo, da je sprememba ravnotežnega produkta 1 krat sprememba davkov. S tem smo dokazali Havelmovo pravilo.